Takole, dame in gospodje, predno začnemo s temle zelo obetavnim intervjujem, glede na gostjo na moji strani, v kateri bom mičken kasneje povedal veliko več, se moram zahvaliti mojim prvim uradnim pokroviteljem, to je Optika Javornik iz Slovenskih Konjic, ki je meni dala tale fantastična nova sončna očala z dioptrijo, ki se v prostoru spremenijo v dokaj klasična očala, ko greš pa ven na sonce, se pa steklo obarva v temno in postanejo sončna očala. Tako da jaz se res enkrat iskreno iz srca zahvaljujem Optiki Javornik, pol v opis od spodaj boste videli, kako do njih pridete. Skratka, fantastična optika in seveda njihova lastnica in šefica Jadranka Javornik. Poglej, že imamo očala gor, že delamo. Drugače pa so ta očala več kot primerna tudi za mojo gostjo, ker se jaz pred njo ščitim prvič, s 3 stvarmi se ščitim. Z rdečimi hlačami, z posebno amuletsko zapestnico, ki ima gor znak in gor piše duhovi stran, in z... Kaj sem rekel, s 3 stvarmi? Ja, in z zlato uro. Ja. Tako nič, dame in gospodje, z nami je ena punca, ki trdi, ki trdi, da je sposobna klicati duhove, ki trdi, da je sposobna stopiti v svet mrtvih in povezati naš svet z onostranstvom, torej, da združi 2 svetova in da z njeno pomočjo vi dejansko lahko prikličete svoje umrle prednike, ali pa tudi kakšnega čudnega duha, ki nima kaj z vami delati. O tem in še o marsičem se bomo danes pogovarjali z punco, katere priimka si nikoli točno ne zapomnim. Jaz popravim, če sem zmotil. Jasmina Pompe, vem, da si, vmes je pa Durakovič. Je, tako je. Dame in gospodje, z mano je Jasmina Durakovič Pompe. Jasmina, prvo vprašanje, predno greva na bistvo. Prvo te bom malo popravila. Ja, izvoli. Ja, malo si zafrknil. Kaj sem naredil? Jaz ne kličem duhov. Duhovi kličejo tebe? Ne. Ja, pustimo jim, da spregovorijo. Tem se razlikujemo. Ampak ti si medij, preko tebe se to zgodi. To pa je res, ja, ampak jih nikoli, da bi jih klicali. Vedno ali so že prisotni, potem se z njimi pogovarjali. Ker jaz sem bral, jaz sem se pripravil na ta intervju, da je to zelo nevarno, če ti duha kličeš, ker baje neki duhovi nočejo priti in bi jih motilo, če bi jih ti klicala. Dajmo najprej to razčistiti, predno greva v Ameriko, hotel sem z Ameriko začeti, ampak dobro. Kak je s tem, da ne smeš duhov klicati, ker se lahko narediš stran? Že na začetku moje poti pač bilo to moje vodilo, da čim bolj ozaveščamo o tem postopku ne klicanja, ampak da dovolimo, da duhovi sami spregovorijo, ko pač oni želijo. Mi ne uporabljamo teh tabel. A ta uja, kako se reče? Aha, uja tabla, filmske zgodbe. Ali pa karkoli tega. Mi jim samo dovolimo. Jih nagovorimo, ko pridemo v prostor. A se pravi, da jih malo sprovociraš? Ne, se vprašamo, kaj je do tukaj, želi kaj sporočiti, rabiš pomoč. A da se sam duh odloči, ali bo ali ne bo. Ali ne bo spregovoril. Tu je razlika in to je zelo pomembno, se mi zdi, ker vse, kar je klicano, je lahko zelo nevarno. Tako si že omenil, takrat lahko pride demonske entitete, še kaj hujšega. Bomo o tem razpravljali. In potem zna biti zelo nemirno v hišah oziroma v prostorih. Ampak Jasmina, glej, če zdaj izhajam recimo iz mene, ko v to ne verjamem. Zdaj najbolj grozni je takemu nevernemu Tomažu dokazati, da se je zmotil, pa ga pa trofi kap od strahu in zbeži ven. Tako da jaz ti zdaj te preko, da mi ti dokaži, da bo en duh tule zdaj prišel, ker pa bo preveč grozno. Pa ko se te bom vprašal, če smo pri teh entitetah, ker namreč imel sem, mislim, da 3-4 intervjuje nazaj, sem imel pogovor z eno čarovnico, ki trdi, da izganja duhove, da hodi v te hiše, da srečuje te entitete. In da mi povej, filmov na to temo imamo nebroj, takšnih in drugačnih, ampak to so filmi. Kak ne jaz zdaj verjamem, da ta onostranski svet, torej pošasti, demoni, hudiči, ne vem kaj vse laufa tu okrog, to res obstoja in da to ni en bla bla bla. Ker največ šarlatanstva je ravno pred tvojem poslu, to v filmih vidimo, ampak pa se pa vedno v filmih zgodi, da pa prav duh pride in je potem cela pizdarija, ampak največ na tega je dejansko pri ljudeh, ki trdijo, da se pogovarjajo z duhovi, z onostranstvom in tako naprej. Koliko ti ljudi prepričaš, da je to res? Ja, to je kar težko prepričati. Take, ko ne verjamejo. To niti se ne trudimo nekaj prepričati nekoga v to. Pa če ne verjameš, ne verjameš. Je res,
je ta razlika, no, kar gledamo mi po televiziji. Jaz tudi vem, ko recimo začela sem gledati teh paranormalnih oddaj. To, kar je tam prikazano, je veliko krat narejeno. Ker je zaigrano. Ja, v bistvu, zelo malo je tistih pristnih oddaj, Ja. ko vidiš, da ni narejeno. Ne leti, po naših preiskavah ne letijo krožniki po tleh, Ne letijo knjige po tleh. Čakaj malo. Ne, ker mi se, s čem se mi okvarjamo, oziroma kaj mi preiskujemo, so to duše, ki so ujete v prostoru. Se pravi, da niso mogli prestopiti v svetlobo. To se največkrat zgodi, kadar je recimo smrt nenadna, se pravi, ali je bila prometna nesreča. Da še človek malo živ, ali kaj hočeš. Tako, ker je ta prehod še ni narejen, ali pa ker želijo opozoriti. Ali pa sploh še ni umrl. Ne, umreti mora. Ja, umreti mora. Če ne ni. Okay. Umreti mora. Ampak, če te zmotim, ti me ne hočeš povedati, da dejansko, mislim, ker jaz vem, da sem pol hotel še priti, pa si me zdaj malo prehitela, dejansko ti prav imaš ta srečanja, ta seanse, ki to svojo prijateljico, kak je ime? Tjaša Budaj, zelo simpatična in čudovita prijateljica, mentorica. No in z njo organizirata vedve te seanse, ta druženja, kjer ljudje pridejo in jim zagotavljata in obljubljata srečanje z onostranstvom, če prav razumem. Je tako. Ja. In kak ti veš, da bo to ratalo? Torej, moraš ti, ko si rekla zdaj, moraš kaj iti na nek prostor, kjer je 5 minut nazaj nekdo umrl. Drugače to ne gre. No, kak pa pol v nekem prostoru, ki si rekla, da je fajn, da je še sveže truplo. Ne, ni to sveže. Nikoli ni zagotovila, da se bojo duše javile. So pa razočarani lahko te gostje. Ja, seveda, da so lahko. Pa vejo oni, da ni vedno sigurno. Seveda, to mi imamo drugačen postopek tega gas hunta, to smo prevzeli iz Amerike. To ni, da zdaj mi lovimo te duhe. Mi gremo tja in v bistvu je kot prvo imamo krajše predavanje na temo o tem, kako se je potrebno zaščititi, ko gremo na take preiskave, da ne potegneš stvari na sebe, kako reagirati, če se to zgodi, naredimo zaščito preden gremo na preiskavo. Predtem je še pa predaje sporočil pokojnih, se pravi medijstvo. To naredi Tjaša, ima svoje predaje sporočil. Se pravi, to je skupinsko galerijsko predajanje sporočil. Tjaša dobi sporočilo od nekoga, ki je v publiki in mu ga preda. Potem, ko je pa sama preiskava, pa prej prostor zaščitimo, ljudje zaščitimo. No pa kako to naredite? Kaj konkretno? To je pa poseben postopek zaščite. Lahko to poveš malo, je to skrivnost? Ja, vsak dela po svoje. Lahko se malo namigneš, kakšne čarovnije govoriš, ali poliješ čim, ali potresiš kaj? Ne, to se dela z postopkom vizualizacije lahko. Potem damo tudi napotke, kako si energijo čistiti, kako reagirati v primeru, da imaš doma nekaj, kar... No, to mi povej. Doma pa seveda, kaj je potrebno narediti. Zdaj te, da to straši, ropota doma, je lahko razlog tudi to, da recimo nam pokojniki želijo nekaj sporočiti. Da moramo mi predelati neko lekcijo, da nas želijo usmeriti v pravo pot, da mogoče smo šli iz poti naše življenjske, da mogoče moramo narediti neko nov korak, iti iz cone obdobja. In oni so zato, oni delajo nekaj, da mi damo pozornost na to, ker drugače je bilo to vse mirno, verjetno ne bi mi delali druge. In kaj, in potem recimo ti vzpostaviš stik s tem pokojnikom, ki želi nekaj sporočiti in tem človekom, kateremu ta želi nekaj sporočiti. Jaz sem namestnik kanala. Kako ti to rata narediti? Kako mi to rata? Ja, to je pa težko opisati. Ja, kaj fora? To je mi, ko imamo ta dar, da smo mediji, da lahko komuniciramo z mislijo. Mi smo, kot da bi posodili svoje telo, da oni lahko preko nas. Prav to tako v filmu Duh, ko je Patrick Swayze šel v telo Whoopi Goldberg, ki je potem seksala z Demi Moore, kaj to hočeš povedati? Na ta način to deluje, kaj? Sem da pri tebi ni seksa, dobro, ampak koliko veš, oziroma ne koliko veš, koliko začutiš to, da je ta pokojnik, ta duh, prišel dejansko od tebe in kaj skozi tebe govori, ali ti govoriš v njegovem imenu, ali te obsede tisti moment? Ne, te obsede, jaz dobimo sporočila preko kanala, mi rečemo, to je kanaliziranje, in ga potem predam naprej. Kak čutim? Ponavadi mravljince, mrzlica, kurja koža, na ta način. In potem, ko me je stranka oziroma
kdorkoli je prisoten, vpraša ali pa želi imeti nek odgovor, ga jaz vprašam, kaj želi izvedeti, ali pa če pride sporočilo samo, pa ga predam. In ponovadi, ko stranka, ja, to je pa res, to je pa noben ni mogel vedeti, ja, in to je tisto potrditev, ko pač veš. Pa če ti dejansko potem tega mrtvega človeka, kaj ga vidiš? Ali ga samo čutiš? Jaz ga čutim, pa ko se ta kanalizacija pač dogaja, jaz vidim tako sliko kot film, ampak ta slika ni čista. Pač so obrisi, recimo pri nekaterih pokojnikih se izrazito kažejo nekatere njihove lastnosti, se pravi izrazito brke, recimo, da ga prepoznam, da povem stranki. Ja, na ta način. Ja. In kaj, pa se pa pogovarjaš s to... Pogovarja se s stranko. Ja, in ta je pa pač v tebi noter. Ja, dobivamo vprašanje oziroma odgovore. Čujem pa, kaj te ni strah tega? Tako bom rekla, ko sem bila manjša, se je pač začel pri nas v stari hiši z strašenjem. Takrat si prišla prvič do tega. Tako prvič v ta stik. Kako si bila stara? Pa tam 7, 8. In je strašilo vaše hiše? Ja, ker dosti so se vrata odpirala. Zakaj niste šli ven? Zakaj ste ostali noter? Ja, smo čakali. No, kaj pa je naprej? Takrat je bilo to kot skozi strah. Ja. No, potem so pa leta tekla in zadnje leta so me vse bolj zanimale te paranormalne preiskave. In dosti se gleda teh oddaj na Travel Channel. Tam je poplava tega, ampak niso vse kvalitetne in niso vse pristne. Ena od teh je še posebej izstopala, to so bili Tennessee Wright Chaseri z oddajami Pribežališče duhov in Haunted Towns, strašljiva mesta. Oni so imeli drugačen pristop do raziskovanja. Že je to nekako bolj spoštovanje do teh duš, ko so notri. Ne gre kar tako, ali za zabavo, bomo šli malo pogledati, kaj je tam, pa da je čim več naprava stvari po to. Oni so bolj to delali na spoštljiv način in to mi je bilo res všečno. Ja, in pa me vse to bolj zanimalo in pa sem šla v ozadje raziskavo, kdo so sploh ti akterji, kako to oni delajo in ja. Zdaj potem bom rekla, da ne, skozi leta mene ni strah. Marsikdo ne upa vstopiti v kak prostor in grem pa... Ampak kak si ugotovila, da pa si ti ta... To je bilo pa zelo posebno zgodba. Predstavnik mrtvih, no? Predstavnik mrtvih, ne? To še eno leto nazaj nisem vedela, no? Oziroma, točno pred enim letom se je pač pol še potrdil. Si pa sumla, kaj? Ja, vedela sem moje zaznave, pa... No, to mi razloži, kak si prihajala do tega? Jaz sem, tako, ko se je kaj dogajalo, jaz sem že naprej vedela, kaj se bo zgodilo. Pa kje, kak je smisel misliš? Tako, recimo, tudi pri meni, recimo, točno sem vedela, kaj lahko pričakujem, kaj se bo zgodilo. Ampak vse to pravim, malo potlačiš, ne, pač si misliš, tudi sam sebi si misliš, kaj si dar, ali resno, ali to res doživljaš, ne. Ja. No, potem je pa Urška Puš izdala eno knjigo, Dušni svet šepeta, in je bilo zraven, da dobiš posvetilo oziroma sporočilo svojega pokojnika. In ker sem si jaz bila ful blizu s mojo prababico, sem naročila to knjigo in je bilo zraven sporočilo. In tisto sporočilo je takrat pisalo, ne rabi se tako truditi, imaš dar, uporabi ga. In jaz, ko berem tisto sporočilo, sem rekla, pa dobro, prababica, kaj s tabo, jaz ne znam risati, nimam nekega talenta, ne vem, kaj bi jaz lahko imela za en dar, ne. Pa čekaj, to sporočilo, kaj je? To je v knjigi pisalo originalno? Ja, že je bilo pisano, potem, ja, Urška je izpovedala in je pač je predala sporočilo. Da ti je prababica pisala, dobro. Ne, prababica, pa težko pisala. No, jaz ne dobro to sporočila, da imam talent, da imam dar, kakšen dar, jaz ne znam risati, ne vem, kaj bi to bilo. No, in lansko leto, ko smo šli prvič na Titanik, kam si šli? Na Titanik. Kakšen Titanik? Ja, Titanik, ladja je narejena po originalu polovica, enotni muzej in original. Smišljam, da ste šli dol. Dvigeni artefakti. Da ste šli dol v... Ja, so original dvigeni artefakti. In bila tam raziskava tudi s temi Wright Chaseri, ko so takrat, ko si jih gledala še na televiziji, takrat smo se pa osebno spoznali. In jaz sem zelo močno osebno izkušnja na Titaniku. Tako smo prvo prišli v ta prostor, kjer je bil ta kapitan. Gremo not, v ta, reče se, most, in oni nagovorijo, da bi pač, če je kakšna duša, če bi kdo želel komunicirati z njimi. In tako, vsi so slišali trkanje prvo, ne? Pa jaz tako, kaj oni slišijo, če jaz ne slišim, ne? Jaz nisem takrat točno.
In si mislila, kako nategujejo, ne, to zihar ni. Ja, tako, v redu, gremo v naslednji prostor, pridemo do rešilnih čovnov, tako je polovica rešilnega čovna narejena in grem tako na drugo polovico in kar naenkrat čutim dotik, ko me prime za roko. Prav tako, ok, v redu, kaj je to? In tako se ustrašiš, da je bilo prvič, da je bil neki fizični kontakt. Gremo na drugo stran, na drugo roko, isto. In pa jaz sama pri sebi rečem, zdaj pa, če jaz to res prav čutim, ne da preko tiste njihove napravce neko besedo. In še preden sem jaz to si v mislih pač izgovorila oziroma povedala, se je na napravi izpisalo ime Caitlin. In to je bila tako, te je dotikala se. Tako. In pa, ko je tekla preiskava naprej, jaz sem komuniciral v slovenščini, ker pač lahko komuniciram. Ne znaš angleško, ok. Ja, tudi, zdaj že malo boljše. Ok, ja. In jaz sem komunicirala v slovenščini in vse moje besede v slovenščini so se vklapale z tistimi napravami in z izpisi besed na napravah. In tudi, ko imate bajlice, tudi s tem so potrjevali in potem so šli meriti temperaturo pod mojim rokam in s tem pač napravili, ko to uporabljajo in je bilo ful odstopanja. Tako da se je čutil, da se tudi na napravah videl, da je, da pač... Ampak ta Caitlin, da zdaj ni tukaj, si je tebe dejansko zbrala, kaj? Ja, to sta bila 2 otroka, 2 različnih mam iz Titanika. Nisem bila brat pa sestra, bila sta čisto popolnoma druga. In potem so jih vprašali Američani, te preiskovalci, zakaj sta si mene zbrala, recimo, ne? In je bil odgovor preko naprave, oziroma preko naprave mislim, da je bilo, ali pa bajlice, zato ker sem mama 2 otrok. In to takrat od Američana noben ni vedel, ker se še niti nismo poznali, da imam otroke in da sta se varno počutila v meni. In potem, ko se ti je to zgodilo, si ti dobila idejo, da si ti dejansko medij za onostranski svet. Ja, potem so mi oni rekli, pa ti si medij, ker oni so mi tako fascinirani nad tem, da so rekli, da ne vem, koliko let že raziskujejo in Titanik in vse ostalo, ampak še nisem imel tukaj interakcije. In ena gospa je rekla, ti, da si prišla tako daleč in točno tukaj je verjetno bilo z namenom, da bi slučajno tja in da so se vsi to lansko preiskavo zapomnili po tem. In kje si pa potem ti dejansko naslednje ta srečanja z onostranstvom imela? No, potem je pač želja že dlje časa tlila, sploh po tem Titaniku. Mene je to ful zanimalo in videla sem, da v Sloveniji se noben v bistvu profesionalno s tem ne ukvarja. Da v bistvu, če gre tako za zabavo ali pa tako gledati, malo preiskovati. In je bilo zelo pomembno zaradi tega, da to ne navleče vse na sebe, da greš z nekim pravim pristopom po to. Da se znaš zaščititi, da znaš komunicirati, da ne kličiš stvari in da znaš reagirati, če jih prekličeš, oziroma da znaš to izčistiti. Ja, pa si tukaj izkušena že, da si se lahko šla? Ja. A si pač rekla, kar bo? Ne, pač mene res ni me strah. Ni me strah, strah. Sej se, marsikaj se lahko zgodi, ne? Da moraš reči, da si imuno vse, ker pač ni. Ok, ja. Je kaj ja? Ja, šla sem, pa še v Anglijo, tudi z televizijsko ekipo. No, in takrat potem sem spoznala tudi Tjašo, ker preden sem šla pa v Anglijo, moj začetk, vsi si malo naiven včasih, pa kaj samo tudi potegneš. In to je, preden sem šla v Anglijo, sem šla na raziskavo na ene ruševine gradu. Čekaj, ti si hodila na prostore, kjer straši, če te prav razumem. Ja, ne, ni bilo rečeno, da straši, pač ena bi je rekla, ne? Je rekla, kazala, in rekla, jaz sem bila tam, pa je tako neprijetna energija, da je spet pogledati. Razumem. Pa ste rekla, ok, v redu, ko je dosti blizu, pa grem pogledati, Mogoče boljš, kaj ne bi šla, ampak dobro, to je bilo v bistvu tudi, če ne bi bila tam in če se ne bi to zgodilo, verjetno tudi danes ne bi bila na tej poti. Ja, pa kaj se je zgodilo? No, mi gremo tu na to preiskavo na ta prostor. Kje je to bilo? V enem bližnjem kraju. Tu, v Sloveniji? V Sloveniji. Imamo kraj, kjer straši, ali kaj? Jih imamo več. Ok, no to še pridemo, no kar pa ve, No in gremo tam. Ko sem odhajala tam, nisem nič čutila, da bi karkoli bilo na meni. Pač tudi ni bilo tako nekega groznega občutka, res pa je, da so naprave podivjale. Lučke so bile na rdečem, pa točno v določenem kraju, kjer pa ni nič okoli, ne elektrike, ne ničesar, ker to samo ruševina. No, in pridemo v Anglijo, pa še mi da imamo še zraven, pa Darja, pa sedimo tako, pa pride ta angleška medija, pa nas začne spraševati, če mi živimo v enem gradu.
Pa tak, ne, pa je na cesta gor pela na grad, pa ne. No in se dogodek začne, pa smo rekli, bomo potem, ne. No in res, potem se začne dogodek, gremo na preiskavo, tam preiskujemo in seveda spet otroci okoli mene, spet naprave, Američanka ima slušalke gor in začne govoriti v slovenščini. Moje ime pač že preko te naprave. Tako, no, spet otroci, mislim, to ne mogoče, zakaj spet tam so bili otroci, tukaj spet otroci, ko se isto ponavlja. No in prije ta angliška medija na koncu do mene in pravi, a ti veš, da imaš dušo na sebi prilepljeno. Pravi, entiteta se je na tebe, parazit se je na tebe prilepljeno. Jaz sem takrat v šoku, mislim, vsi so bili v šoku, ne, ker pač ne zna se soočiti, če takrat s tem, mislim, niti ne veš, kaj to pomeni. Kaj je bila lušna ta ženska, kaj je bila na tebe? Medika? Ne, ta, moški je bil oziroma otrok. Tako se je zalepo na tebe, otrok se je zalepo na tebe. Ja, tako. Okay. No in ja, pol pove, kje ste doma, pa jaz povem, da so pač, je reka, če imamo grad zraven, reka, jaz sem bila prejšnjo nedeljo, preden sem šla v Anglijo na tem, še videla gradu. In ji pokažem sliko, je reka, točno to sem videla. No in prva stvar, kaj je bila, ko sem prišla z Anglije, na brniško letališče, je bilo, da pišem v skupino, kako se čisti to dušico. To je bilo prva skrb. Ja, pa ti nisi vedela, da je to na tebi gor? Ja, kakva duša? Kaj pa pol bil namen tega, da se na tebe nalimo? To je bil pa globi namen. Ja. No in tako, pol jaz napišem v ta forum skupino, kako se to čisti. In imamo tam ful odgovorov, ampak edini odgovor me je potegnil od Tjaše Budaj. Tako da sem rekla, ok, bom z njo stopila v stik. In res se mi dve slišimo in ona mi vse pove, mi razlaga, mislim, tako bi vse povedala. Tudi Amerika je opisala v podrobnosti, kaj se dogaja, ker ni mogla vedeti, kaj se ker se mi še sploh nismo takrat poznali nič. In je rekla, če želim, da mi ona to očisti, ali bo sama čistila, pa sem rekla, da rajš ne zaupam, da ona to čisti. No in pol teku pogovora pravi, da že takrat mi ona imela, rekla, ti imaš dar. Ja, sem rekla, ja, slišala sem, da nekaj bi imela, tudi že prek sporočila stare mame. In je rekla, ja, imaš dar in bi ga bilo škoda ne razvijati. No in rekla, jaz vam pa glih šolo začnem z medijstvom. No in to je bilo na četrtek, smo se slišali, v nedeljo sem pa pol že začela prvo stopnjo pri njej medijstva. Ti meni povej, kak je ona tega otroka skinila s tebe dol, ki se je prijel na tebe? To ima Tjaša poseben postopek za čiščenje. Kaj si mogla delati? Jaz nič. Kaj je delala ona? Ona pa po svojem postopku, verjetno čarovnije. Mislim, govorila je ali kaj metala na tebe? To je ona delala nadaljav, to se delala nadaljav. Ni treba, da se ne zraven. A nisi bila zraven ti? In koliko pa veš, da je to šlo stran? Ja, to je ona videla potem, da je šlo stran. Da zdaj tega ni več? Ja, in je dobila to sporočilo, kdo je to bil. To je pač ta duša izvirala iz naše družine. To je prednik, ki so bili to. Tako, v bistvu moja prababica je imela splav. Ja. In to je ta duša. In ta duša je rekla, ok, jaz grem, ampak jaz bom še vedno kao ven, zaradi tega, ker je moja duša vodnica. Pa kaj pa na tem gradu delala? Ja, z mano je bila. Z mano je šla in se je prilepla. Pa kak je šla s tabo, kje? Ja, istek duše, sem vse posod. Aha, pa ko je tam je pa imela priliko, se je pa na tebe gor zgrabila. Kaj pa hodila od tebe? Glih to, da bi da neko življenjsko lekcijo, ker res potem se je moje življenje kompletno spremenilo. Lej, mislim si ti, kot mi to razlagaš, ne? Mislim, si verjela ti vse to, kar ti ljudje Ne, to je težko verjeti. pripovedovali. Težko je verjeti. A si ga rekla, aha, ja, pa mende pa res. Ne, težko je verjeti, ampak ko recimo ti nekdo da tako informacijo, ko v bistvu ne more vedeti, da veš samo ti. No, to je ta štos, ja. Pa misliš, da ni kak trik, da nekdo nekaj zve pač o tebi, da se pozanima, pa ti ne veš. Pismo, težko bi. Ker s tem te pol dobi, ne? Ja, s tem te dobi, da je pol verjameš, to vem. Ti, no, in kje si pol imela pa naslednji konkreten stik z inostranstvom? Kje? Naslednji konkreten stik? Ja, da si se pogovarjala z mrtvim človekom. Pa se je pa začelo v bistvu, ko smo začeli šolo medijstva, ko delaš vaje, ko pač začeš kanalizacijo, meditacijo, potem se začne. Pa kje si delala, na kom si delala vaje? Na mrtvih ljudeh? Okay. Ne mrtvih ljudeh, pač recimo en del je bil tako, s asistentko se pogovarjamo na kavi in tako, jaz sem sporočila za tebe, ker ta duša, ki je imela za sporočilo za predati, je tako ono ustrajna, dej, povej, ne. In ja, in pa si izpovedala, kaj jaz čutim. Pa komu si to povedala? Ja, recimo asistentki, ne vem, zdaj, če bi ti sporočila, bi te tudi vprašala, če ti ga predam, ja. Tako je.
pride, težko je to razložiti. To je svet, ki je nevidno. Razloži. Ne hočem to povedati, ne? Ker še enkrat poslušam zdaj, dobro. Recimo, da ne vem, če še to ni bilo, ampak ali je že bilo, recimo, da je pač prišel k tebi nekdo in je rekel, da mu nekdo v bajti not daje neke znake, da si preka nekaj repotabla in očitno pač nekdo mu hoče nekaj sporočiti. Si imela kak tak primer že, da si šla tja in da ti je ta mrtva duša nekaj povedala in si pa, no to mi povej. Ja, tako, to so tvoj vedestvo. No, pa to mi povej, tak primer, to me zanima. Kaj te zanima? Kaj je repotalno? Kaj se je zgodilo? Kaj je ta ropotajoča duša imela za povedati? Največkrat pa je pač ja zapovedati nekomu za naprej, pač kar mu koristi za naprej za neko lekcijo, da lahko naredi nekaj korak, da ga usmeri na pravo pot. Ja. To je največkrat je to. No. Ja, kaj s to predam sporočilo je pač stranki oziroma osebi, ki je pred mano, ki je predam sporočilo dosti lažje. Nekateri pravijo, padlo mi je breme, ne vem, zadnjih 20 let, ko se me nabira. Ker veliko krat, ko se mi poslavljamo od pokojnikov, mogoče imamo neizrečene besede, pač ne dobimo odgovorov na vprašanje, ki bi si jih mogoče želeli. Ne? In mogoče nas to pač nas noter pač ražira, nas muči in si želimo te odgovore. In tukaj je pol edin pač... Ampak je pol ta duša šla, ko je to povedala? Dala mir? Ja, ne, pač jaz moram znati odpreti in zapreti kanal, ne? Dobro me spustiti, da to... Ja, pa ti pol poveš tej duši, ne gre, da je to za to. Pa kak ti to poveš? Z besedami, ali kak ti poveš? Ja, to z besedami, ja. Je pa kaj, ker taki rečeš, pa zdaj pa to pa pej. Ne moreš reči, lahko rečeš pej, to se naredi, da smo šli v noči. Ja, ti se pa dansko dobesedno tako, se zdaj mi da pogovarjamo, se ti z njimi pogovarjaš. Ja, sem po noči z njimi potiho pogovarjam, da tako dansko s tabo. Kaj pa, če te ne bi poslušali? Poslušajo. Ti, kaj pa te, recimo, ko smo prej govorila, da če je slaba entiteta, oziroma če nekaj drugega demonskega, tako začutiš pritežen na prsih. Ja, sam ni prepozno, že bolj. Ne, vse da moraš ti, pač moraš to znati s postopkom tja, zdaj ti odprt prišel cel s odprtim kanalom, da boš to vse navleklo. Da se bo na tebe navleklo. Pač moraš to se prej... Ja, pa si, nisem, imaš toliko izkušenj že, da se lahko zavaruješ pred temi zlobnimi? Ja, imaš, si ziher. Če se je una punčka na tebe zalepla, kaj? Ja, to se je, ker še pač ni bilo izkušenje. Drugače niti nisem hodila v šolo medijstvo, niti nisem se še poglabljala sploh. No, pa recimo te, ki mularija ponavadi kliče, te duhove, pa se skup dobijo, pa dobro, se je zdaj, koliko je to res, koliko to ni res, ne vem, ampak res obstaja varianta, da bi kako pizdarijo priklicali na sebe. Ja, imam eno izkušnjo, ko me ena gospa klicala in je rekla, joj, na novo smo se preselili v hišo, vse na novo, nič ni prej tukaj stal. In ščirka se je kar naenkrat začela obnašati kot obsedena. Je rekla, zropotaje stvari, luči se ugašajo. Ona je rekla, se obnaša tako, prav, rekla, v sebe se je zaprla, ne noče se več družiti z ljudmi. In jaz tako prvič, ko mi je to omenila, sem rekla, joj, vi imate nekaj priklican, nekaj je bilo klican. Pa prav, to je skoraj nemogoče, ne? Na novo smo tukaj, noben ni, da bi jaz vedela, prvo rekla, ne, da ni noben nič. No in me res kliče čez 14 dni, pa mi reče, joj, prav ste bila. Je rekla, res je, ščirka pa prijateljica so se šle igro Charlie. Kaj je že to? S svinčniki. Aha. Ja. In so priklicali nekega hudiča. Pa kjer so te recimo najbolj nevarne igre, jih je poznaš? Ja, ta bila meni zelo tak. Ta uja, kako se reče? Ja, U-I-A se napiše, ne? Uja, pač ja. To je najbolj nevarno. Pa ti se lahko odločiš določenega demona, da ga boš priklical. Recimo, da ko se jih pa zanimaš, kjeri so, pa točno ti ga hočeš priklicati, zlobnega enega. Jaz se s tem nekako nočem ukvarjati. Ja. Vse, kar je tema, pač jaz sem zato tukaj, da to temo čistimo. Ne, da temo se širi, ampak da se tema čisti. Pa je veliko teh ljudi, ko to se igrajo s tem? Ja, če dali več. Ko grejo v te slabe stvari. Ja, kak jim pa pol, mislim... Tudi so obredi različni, se vemo. Ja, pa jim lahko pomagaš pol ti, ali je prepozno? Lahko se pomaga, ne. Ja, vse se da to pomagati, vse se da rešiti, ampak včasih to kar dolg postopek, ne. Zakaj pa to ljudje delajo po tvoje, da se igrajo s tem monstranstvom pa demoni? Po mojem je tudi to za neko potrditev, ne. Ja. Iščejo neke potrditve ali pa nekateri tudi čisto zabave. Zdaj, če gledam naše delo v Sloveniji pa delo z našimi prijatelji Američani, se kar dosti mi razlikujemo. Oni tudi delajo to bolj na zabavo. In
tudi sami imajo izkušnje, da recimo in doma začnejo vrate se odpirati. Ja, kak se ne bi, če tu klet to delaš in ti greš tja odprt z neko, pač sam za zabavo, da dobiš neke potrditve preko naprav. Recimo, meni te naprave niso tako pomembne, ko so recimo Američani to blazno pomembno, da bo zdaj tam zaropotal, pa da bo tam on zdaj na napravi dobo ne vem kakšna sporočila, ne vem kakšne odgovore. Pač meni to pomeni, da jaz recimo dobim sporočilo, da ga predam, povem, pač celi skupini in recimo, da pol naprave še samo potrdijo, zato da imajo oni tisto, kljukca je res, se ujema. Ja. No, ker pri meni jaz recimo ne verjamem v te zadeve, ampak ne bi pa upal iti klicati duhov. Pa tu, če ne verjamem, bi si čakaj imel, tu pa več filmov sem gledal, da tu pa ga ni zasrat, da je pa res kaj, mislim, ne vem, lahko da ni, ne vem. To ta svet spiritualnosti, kar daš pa tukaj zdaj okrog dveh hodi, ne, tukaj pa ni v pisarni. Zakaj ne? Kak veš? Počisle smo. Smo varni tu not. Si varni tukaj. Kaj pa, ko stopim ven? Tam pa je že druga stvar. Pa jih vidiš ti recimo te duše, ki laufajo okoli? Jaz sem bolj nočni medij, bolj medij za preiskavo. Recimo, mi desjače smo obe medike, ampak ona je dnevni medij za predajo pač teh sporočil pokojnih, jaz sem pa bolj medij za preiskavo. Se pravi, ko je tema, ko se gre v te prostore, jaz takrat lažje dobijam sporočila. Sploh zvečer, ko je tema. Jaz jih takrat bolj vidim, čez dan jih vidim, ampak ne toliko. Ti hodiš v neke čudne prostore, rada hodiš pa preverjaš, kaj se nam dogaja dejansko. Ampak ne hodim preverjati tako iz zabave, ampak pač tako, da če lahko tem dušam pomagamo pri prehodu za to freedom of the soul, se pravi, da pomoč duši v svetlobo, da če lahko to naredim, da to naredim, ker duša ne trpi tam. Ampak te duše vejo za tebe, mislim, se pogovarjajo med sabo, da obstoja v Sloveniji ena Jasmina, ki vam bo pomagala iti mirno na drugi svet. Mislim, ti delajo reklama drugo z drugo v stranstvo duše. Kak je s tem, misliš ali ne? To začutijo pač kanal, ki lahko pridejo do... In kak jim pa pomagaš pa do miru, da povejo pokojni, mislim temu, ki je živ, zakaj pravzaprav niso šle v... Predajo sporočilo. Pa koliko je teh duš, ki imajo neporavnane račune? Zelo veliko. Zakaj je to? Zakaj je temu tako? Zakaj ne poravnaš računov, ko si še živ? Vse veš, kako živimo tempo. In prehiter prije konec in počas. Ti, kaj pa kaki znani umrli? Si kaj imela s tem že stikov? Tudi sem imela, S kom? Z pevcem skupine Linkin Park. Kako je že, kaj je bil to? Chester Bennington. No, to je zdaj moje, to sem se smešal, da so na Slovenijo sem pozabil, Kaj z njim si se pogovarjala? Ja. Kaj pa je rekel? To je bilo pa tako, zelo nenavadna izkušnja. Kaj samomor naredil? Ja, tako je bilo prikaz, sicer v javnosti. Bilo je zelo tako, bilo je 20.7.2017, ko je on naredil samomor. In takrat mi z možem gledamo televizijo, globih na Pop TV, to, da pač, in pa meni mož reče, joj, pa 6 otrok je pustil samih. No, čez pol leta pa moj mož isto naredil. In ko se je to pri nama zgodilo, ko se njemu to zgodilo, vse bolj se mi je začela, prej nisem poslušala Linkin Park. Pač vedela sem tiste komada, ko sta bila znana, druga pa ne. In skozi se je začela ta glasba pojavljati, in skozi sem čutila klic, ko da me kliče, jaz ti moram nekaj povedati, pa kdo mi hoče zdaj nekaj povedati. In to je bilo tako to je skoraj trajalo 1 leto, da je bilo tako močno, da sem pač mogla res poiskati pomoč medija, nekoga drugega, ker takrat še to nisem imela niti, da to je sama lahko delam, ali da bom pač lahko bi kanalizirala. In jaz sem se obrnila na medija. In je bil on in je pač predal sporočila, ki jih je bil za predati in je povedal tudi svojo življenjsko zgodbo. Zakaj tebi? Zato, ko se je tebi to zgodilo? Mogoče je bila ta povezava. In kaj ti je povedal? Kaj ti je povedal? Celo življenjsko zgodbo. Tako reče medij, je bil zlomljeno, ne vem, levo roko, mislim, da rekla. In tako levo roko, kaj to zdaj pomeni, in pa grem na internet, ko smo končali seanso, grem na internet pogledati slike. In tako res on z gipsom v levi roki. Kaj, Michael Jackson ti je rekel že kaj? Ne, z drugimi se to zdaj nisem še pogovarjala. Samo s tem zaenkrat? Ni namen, mislim, kaj bi meni to koristila, neke informacije. Ja, meni bi koristila, da mi povedala zelo, Ja, recimo, ne. Ti, kaj pa, vem, koliko poznaš kakšne filme, v filmu Ghosts Can't Do It, sta bila Bo Derek pa Anthony Quinn, to je že kar iz 90-ih let.
in se je on kot duh, sta se zaljubila, ne? In sta pol seksala celo. Ne? Kak je pa s tem? Je možno se zaljubiti v duha? Ne. Zakaj ne? Kako se boš v duha Ja, ne vem. zaljubil? Lahko se v živo osebo v duha. Te vprašam te. Težko, ne? Kaj pa, če se duh zaljubi v tebe? Ne. Kaj se zgodi? Ja, nimam še teh izkušenj. Pa misliš, da je možno to? Ne vem, Ne veš. težko ti odgovorim na to. Kako bi pol to kanalizirala? Ja, nekateri pač pravijo, da imajo izkušnje z Kako je Če izkušnja? beremo recimo na svetovnem spletu, da Ja. se imajo naročila z duhom ali ne vem, Ja, no, pač, ja. pač ekstremno. Ja, ampak to misliš, da ni realno, to ni možno. Jaz sem rekla, da ne. No. Ja. No, Jasmina, zdaj mi pa povej to konkretno zgodbo, ki si jo ti izvedla nekaj časa nazaj tu v Sloveniji na enem gradu. To malo več povej, pa pol, ko si šla pred kratkim v Ameriko, torej v ZDA in si tam ponovno to izvedla s Tjašo, ne? In je bil to gromozanski uspeh. In mislim, da v Sloveniji to, kot se reka predtem, ne vem, če je kdo že to imel. Ne? In če zdaj prav razumem, ti si dejansko organizirala dogodek, paranormalni dogodek, ne, se pravi ta Freedom of the Soul, ki je tvoja blagovna znamka, ne, in si ljudem, ki so prišli to gledati, prodajali so stopnice, vem, ne, kaj ste jim ponudili, kaj ste jim obljubili, šov z duhovi, ali kaj ste jim obljubili? Večina Bili so vsi navdušeni, pa kar naenkrat, Ja. pa ful pa dober, pa. Ja, res je bilo Kaj se je tam Res je bilo dogajalo? No? dobro. Kaj je bilo tam? Namen vsega tega, v bistvu, ta cena vstopnice je pokrila glih stroške, pač vse, Ja. kar je bilo. Ja, če si imela samo za 5 ljudi, ne, ja, pa Nuja. dobro, okay. Ja, dobro, Je bila nuja. ja. Pač ja, ne treba pač jim Ja, razumem. najeti Ja, in vse ostale stvari. Ja. V glavnem, ja, prvo kot prvo ljudje pridejo v pečenje oziroma zelo pogosto zaradi predaje teh sporočil. Pač medijska seansa, 1 na 1 pač tukaj stane. Če se skupinsko, se to vse je manjši znesek oziroma se A zato so dejansko te ljudje se prišli. lažje razporediti. Tako. Pa v Sloveniji je dosti teh, v bistvu, zelo veliko jih je, ko imajo izkušnje s tem, pa ne upajo spregovoriti. Zaradi tega, ker tako zdaj se vidno pogovarjamo in tako smo nora o tem. Ja. Pač jaz vem. No, jaz nisem nora, si ti. No, ja. Ja, pustimo mene. To sem Ja. že navajena. Ja, okej, okej. Jaz sem že navajena, da sem Ja. nora, da pač se mi je res čisto do kraja zmešala Ja. in da sem v sekti, to sem že vse slišala. Pač ja, sprejmem. Imela sem, tako grem v to, da bom pač potegnila ves gnev Okay. tudi na sebe. Ful je veliko teh izkušenj, ko pač kdo nekaj doživi in nima nekoga, ki bi se lahko o tem pogovarjal. Zato, ker se tako že gosan, jaz si nor, nimaš skupnosti. In to je bil prvi namen, da se to širi, da se ta skupnost širi, da imamo neko skupnost, da se lahko pogovarjamo o tem, da ti ni zdaj narodno povedati, kaj si doživel, pa nekaj izkušnje izmenjati. Pri nas je to ful tabuno, v Ameriki to je nekaj čisto Ja, vsakdanjega. tam je tudi showtime, ne? Tam v Ja, Ameriki ja. tudi na show dosta narejeno. Ne? Dost. Ja, Dost, ja. ja. Tukaj pri nas pa ja, to noben ne. Pač vse hodijo na preiskave tako, veš, Ja. privat, mislim, Ja. sami hodijo v neke zapuščene Ja. hiše. Ja, pač želela sem si to, da je pač uradno, pa da je to vodeno. Da je prav ni kot dogodek. Ne? Tako, kot da je kot In dogodek. kaj se je tam dogajalo? potem pravzaprav? Kaj se je tam dogajalo? Ja, imeli smo kar dosti interakcij, glede, mislim, na napravah in tako. Sprav, da so kanalu. duhovi in duše so bile prisotne tam. Ja, tam na tem gradu je kar dosti dušic, tudi sama grofica. Čak, to so že tam duše bile Tako. že prej, ali niso jih oni s sabo prinesli? Aha. Ne, sabo. Samo da je bil pogoj, da če priješ, moraš dušo zraven prinesti. Ne, aha. Pa kaj to za en grad? Grad Dvor, Kje je to? pred dvoru. A to je kaj straši tam gore, tem gradu? Ne, da straši, dosti je teh, pojavlja se teh paranormalnih stvari. Pa znajo, kaj to z- potrži, to ne, turistično. Turistično je, pri nas je tako, v Sloveniji je zelo to, se pravi, zatrto. Ja, ja. Imamo izredno veliko To bi potencijala. bila, to je Recimo, bomba, ne? mednarodna ekipa, takrat Ghost Hunt International, je prišla v Predjamski grad. Predjamski grad ima tudi, da so tam raziskovali, da so tudi tam paranormalne stvari, ampak težko je. Mislim, noben noče tržiti, ko bi so bila Ja. to tudi pač neka No, ker turistična recimo točka, jaz, ki sem malo raziskoval tole Veroniko Deseniško, ne, če smem, ko je na različnih koncih tam nekje bila pokopana, nekje so jo pokopali, nekje je umrla in govorijo, da so jo oni vrgli dol z ene skale, drugi. No, in je pa ena zgodba, da se, čakaj, kaj tam, Jurklošt. ne, tam je ležala. Ne? Mislim, da je krvavica, je hrib, Ja. kjer naj bi jo vrgli dol in potem so bile skale okrvavljene in naj bi se menda ob polni luni ali kako se ne bi tam prikazovala. Ne? Ampak predstavljaj si zdaj tržno nišo,
da bi nekdo, ne vem, naredil z tega šov, da pač Veronika Jeseniška se v polni luni tam v polnoči prikaže in mi gremo za to gledati. Ne? Namreč to je ena od takih legend. Ne? No in če te vprašam, predno gremo še malo na to, no, je kaj takih, poznaš kaj takih zgodb, da se nekaj prikazuje? Ja, dosti teh zgodb. Točno, ne vem, ob 8 zvečer, vsak ponedeljek gre čez cesto, imaš kaj takega? Ja, to se je raziskala, kaj je pri nas. Dosti je govora o tej beli ženi iz Hude luknje. Ja, kaj dela? Ja, tudi, da se prikazuje recimo ob cesti. Da si jo videla že? Da, jaz se nisem. Mi se kaj pogovorila z njo, ne? Zakaj so belem, recimo, ne, veš, ne? Ja. Pa še kaj takega, poleg te bele žene? Pa mislim, da je še kar dosti teh stvari, no, po teh gradovih. Pa te zanima to, greš pogledati, Ja, greš jaz preveriti? sem z veseljem pač preveriti, pogledati, če bi bila to želja nekoga pač. Aha, da bi šla. Jaz zdaj ne hodim sama, pač kar šla gledati, razen pa grad Roševide, to je bilo, in to je bila edina izkušnja takšna. Da je bila v bistvu tudi neprijetna in je bila dosti šola za naprej. No pa ta, ko ste bili na tem gradu, ne, ko si rekla, kaj je pa tam not, ko so te duše prišle? So jih ljudje videli, te, ki so tam bili gostje tvoji? Ne, da so jih videli, občutili so recimo. Kaj, konkretno? Ja, nekdo je rekel, nekoga vidi, čuti, da je za mano. Ja, prisotnost, to čutiš, prisotnost. So bili ful navdušeni ti ljudje? Ja. Dosti jih je po imenu tudi klical, recimo na napravi so bila njihova imena. Aha. Kaj je bilo pa najbolj tak scary od tega dogodka? Ja, to, ko so sedeli, so bili v drugem nadstropju, jaz mislim, da so sedeli, so stali in kar naenkrat, ne, prvo so sedeli, ja, tako, in kar naenkrat jim reče, je bilo na napravi, ustanite se, veš, koliko bi zdaj nekaj dovedel, da oni sedijo. Pa kakšna naprava je to? Kaj je to pravzaprav? Pa Ovilus se uporablja za te stvari. Kaj kdo? Ovilus. Kaj je to? Ovilus 5, to je pač tak generatorče, kjer pretvorja besede. Ja, pa ne moreš to ti na skrivaj napisati? Ja, ne moreš. Kako boš pisal? Ja, ne vem, to te prav vprašam, ne? Mislim, koliko ta naprava na osnovi česa to deluje, da se izpiše? Na elektromagnetno polje, oziroma to energijsko polje, no. Pa se pa izpiše kot na računalniku, to kaj? Ja, prav beseda se izpiše. Ok, kaj so rekli ti ljudje, no, ko je bilo konc tega srečanja? Ja, po gradu Dvor so bili res navdušeni, niso mogli verjeti. Pač, bilo je tako vse, v bistvu to je bil dogodek kot srečanje, kot pač spoznavanje tega, no, na višjem nivoju, da ni to tako na televiziji, no. Ja, na televiziji je šov, ja, tam je šov, ja. No, mi pač želimo nekega šova. Mi gremo to tja, da v bistvu lahko v praksi predstavimo, kako se loti take preiskave. V resnici je to dosti manj spektakularno, kot v filmih. Dosti manj, ja. To ne letijo stvari. Ti, kaj pa kak duhec je priletel, kje? Odkot? Da bi priletel tako? Ja. So bili tam prisotni, bili, šli, tako. Pa ste jih videli? Jaz jih vidim, recimo. Vsak jih ne vidi, ne? Pa kak jih vidiš? Kot kaj? Kot prah? Kot peno? Ja, kot silhueta. Se pravi, tako svetlovo? Ja, tako. Pa kaj se ti nasmejijo, ali ti pomahajo, ali kaj naredijo? Ja, žmikajo. Ja. Pa te jih ni strah? Ne. Pa kaj so sam skozi prijazni? Ja, niso vedno vsi prijazni. Ja, kako pa če so hodobni? Ja, vsi so bili, recimo, na Titaniku je bilo drugi del, pač prvo so bili otroci prijazni, je bilo vse v redu, ko je bilo pa konec, ko so bili po skupni sobi, je bila pa tako zelo neprijetna izkušnja, ker je pa tako bilo fizično, je bil prav tako glavo nazaj. In so se tako gledali, ko se je zdaj to zgodilo. Ja. Ni bilo pa še kaj bolj ekstremnega, da bi kdo koga napadal ali pa pokraspal? To so bili pa letos na Titaniku. Si bila tudi zraven? Ja. Kaj pa je bilo? Eno od ekipe je pač obsedlo. Ja, med to... Ja, na YouTube na koncu tega uživo predvajanja posnetka se lahko slišal te kriki. Ja, je bilo zelo ekstremno. Prvič smo se srečali s čem takim, da bom rekla, da smo izvajali eksorcizem, ker eksorcizem pač je povezan z cerkvijo. Smo pa pač mogli čistiti to energijo oziroma iz... In se nisi ustrašila, da bi to na tebe šla? Ja, no vidiš, Ja, to je bilo pa res ekstremno. Ja, kaj pa Ja, pa je dobro, da smo bili tam, da smo lahko pomagali. Kaj pa če bi se tebi to zgodilo? Kaj če bi se pa tebi to zgodilo? Ja, tudi se bi lahko. Ja, in? Pač. Tvegaš, vsakič v bistvu tvegaš, ne? Tvegaš, ja. Kaj pa te ti duhovi, recimo, imajo fair namene ali imajo zvite namene, da so recimo malo hinavski? Pa se delajo prijazne, pa pridejo ven? Doskrat se tebe kamuflira svetlobo, ne? Ja. To je zelo velikrat. Težko je časih ločiti ali in to ne moreš vedeti, dokler ne pride, ne? Ja, dokler ni interakcija. No in potem si se pa ti s Tjašo odločila,
na invazijo na Ameriko. Ne? In ste šli dejansko s tem Freedom of the Soul vedve narediti to, kar ste imeli v Sloveniji, čeprav razumem, za ameriško publiko. Ne? Ja, mi, da smo lepo povabljeni kot gosti. Ker so gledali to, kar ste v Sloveniji naredili. Ja, jaz se s to ekipo že poznam odprej, se pravi, to je ta televizijska ekipa. Aha, bravo. In s tem lastnikom tega, največje te agencije oziroma prireditelja teh eventov v Ameriki smo se lani spoznali na Titaniku. No? On je bil ta organizator. In ja, letos smo šli marca tudi v Anglijo, ta drugič, to pravi lani oktobra in letos marca. In smo se tako pogovarjali, pa rečemo, Tjaša, pa si bilo pa fajn, če imeli še kik drugi, kakšen event, ne? Tako vaj ne? Pa veš, želja je, da pač to doživeti, ne? To ne bi šel v Ameriko. Ja, seveda. No in pa je prišlo res samo od sebe, da smo pa naj povabili. In kaj ste imeli kaj večje to kot v Sloveniji, ali tudi za bolj tak ozek krog ljudi? Je bilo kar večje. Je bilo? Ja, pa dvodnevni dogodek. In kaj se je tam dogajalo isto kot tu? Ja, isto. Enak sistem? Ja, isti sistem. In kaj so ljudje rekli? Zelo so bili navdušeni, ker oni pa te predaje pa tega ne dojamejo, mislim, ne delajo na tak način kot mi tukaj, no? In jim ful pomeni. Američani so drugače ful topli ljudje, vse tako, ampak dosti čustveno zaprti. In jim zelo veliko pomeni, da jim ti znaš prisluhniti, da se z njimi pogovoriš, da si z njimi, to jim ful veliko pomeni. Ja, in so videli, da je to malo drugačen način, kot pač mi delamo. Mi ne delamo res to za šov, da lahko ta dogodek, ja, škoda. Jaz bi šel to gledati, če bi to šov, ne? Pa da ti meni tule duhe letajo gor dol, da se meni držijo, ne pa ne vzameš neki. Ja, ampak te duše se ti lahko maščujejo. A taki, zakaj? Ja, zakaj? To je že izkoriščanje. Duše ne marajo biti v središču pozornosti, da slavne postanejo. Ja, seveda, da ne. A nimajo radi te duše? Ne smemo jih izkoriščati. Ja, kako pa vejo, da jih izkoriščamo? Če boš to delal za zabave, pa boš šel pa pusto, ona bo rabila pomoč, ti pa boš šel po koncu. Ti boš pa izkoristil za showtime. Ja, ti boš pa šel po koncu dogodka domov, pa boš rekel hvala lepa, če pa boš rekel, ne. Se pravi, hoče reči, da so te duše večino primerov so nesrečne. Ja, ujete, ker ne morejo prestopiti. Ni to njim zabavno, da so tam na oni strani. Ne, ni vsakemu. Nekatere so navezane na prostor. Ja, pa se pogovarjajo te duše med sabo lahko. In veš, da se lahko pogovarjajo. Ali moraš ti pomagati, da se pomenijo med sabo, ali se znajo same pogovarjati? Pa one so tam, vsaka je, v bistvu, duša je tak duša za sebe, ne? Ampak ja, če so tam, so skupaj, ne? Pa o čem se pa pogovarjajo? Ja, nekaj pa jaz vem. Ne veš, kaj se pogovarjajo. To pa ne veš, kaj se pogovarjajo. Jaz pa vem, kar imajo meni za sporočilo. In kaj je največkrat sporočilo duš? Kaj je največkrat sporočilo duš? Ja. Največkrat je sporočilo duš naredi naslednji korak. Temu človeku. Ja, odkar delam medijstvo, je to skoraj največkrat, da je to nared korak. In ko to ti pa temu človeku poveš? Tako, to je velikrat, drugače pa največkrat je želja po pomoči duše. Duša rabi pomoč pri prestopu v svetlobo, ker sama pač ne more. In ko gre v svetlobo, pol je kaj? Je to? Pol zbledi? Še vedno obstaja, ampak v svetlobi ne trpi več to. In koliko bi lahko ti meni recimo dokazala, da to, kar zdaj razlagaš, ni bullshit? Kako ti ne dokažeš? Kako mi lahko dokažeš? No, boje. Isto, to se mora sam prepričati. Pa kak? Ja, ko boš doživel eno takšno... Kaj mi predlagaš? Mislim, jaz sem že marsikaj... Spet z nami enkrat. Ja, kam? Ja, da preiskav. Kaj, da bo ta neka čudna entiteta se na mene prelepila, ali kaj je to? Viš to že zdaj, v začetku tako razmišljaš, se bo. Lej, ko sem nekaj čuval v cerkev, je sveta voda zavrela, pa nisem šel nikoli več noter, ne? Ker to je pizdarija, jaz imam grehov preveč. Ne? In zikr bi se na mene zalepila kakšna prostitutka, kakšna nekdanja pornozvezda, kakšna prešušnica in bi imel probleme z njo. Ne? Jaz sem siguren, da se ne bi neka devica, neka pridna gospa na mene zalepila, neka pizdarija bi se na mene zalepila in bi preko mene dobila idejo, da lahko skupaj norije delamo. Ne? In to ne vem, če je to pametno, da jaz grem, ali pa ne vem. Ne, to mi pač. Sej prej bi bil zaščiten. Ja. No, pa kak, no to še mi zdaj nisi povedala, to skrivnost, kako zaščititi človeka. Ja, pač je to postopek, pač posebno. Ja, pa ne moreš to povedati. Ja, kak naj povem, vsi to tisti, ko to delajo, vejo, o čem govorim, ne? Ja, no pa tam, ko ne vemo, lahko to poveš. Ja, da se v zaščito, vizualizacijo si narediš, da pač se zaščitiš, ne vem, ali neko neprebojno steklo, ali pa nekaj, pač obdaš se z nečem. Aha, pa to ti narediš. To lahko ti tudi narediš. Pa je res to obstoja ali fiktivno, to je okoli tebe? Je vizualizacija energijsko. Aha, pa se prepričaš, da te nekaj ščiti. Ja. In kaj če te ne?
da ta entiteta zlobna vdre skozi. On te pa pride na tebe, ne? Hvala, Jasmina. Čuj, no in kakšni so pa zdaj plani za naprej? Kaj imaš zdaj v planu? Kaj imaš zdaj v planu? Kakor kaže, bomo sklenili dolgoročno sodelovanje z Ameriko. Bravo. Novembra se vračamo nazaj, oktobra se vračamo nazaj v Anglijo z ekipo Brave Chasers. To je to. Kaj pa tu pri nas? Tu pri nas pa za enkrat 28.9. je ta predviden spet Grad Dvor dogodek. Je že razprodano? 10 stopnic je še na voljo. To je pa to za enkrat. Pa se da od tega živeti? Se da od tega živeti? Ja, jaz delam še drugače, drugo službo zraven. Ampak ko šla po Ameriko, pa pustila službo, kaj? Ja, bomo videli. Pa misliš, da bi lahko z Ameriko naredila tak posel, če gledaš? Za Ameriko lahko Slovenija. Da bi živela tam. Če nimam tukaj perspektive za rast, pač tukaj ne moram, pač vidiš, ljudje so skeptični, ne verjamejo, ne? Te imajo za noro, ne? Ja, tako. Samo ogromno ljudi pa v bistvu verjamejo to, veš? Ja, ogromno ljudi verjame, ampak noče na zunaj povedati. Ampak ne, hočem reči, ne, da se mnogo ljudi se posmehuje, pa ne, ampak mnogo ljudi pa se ne posmehuje, pa to prisluhne, zato imamo tudi mi ta pogovor zdaj, ne. Prvič malo tabujev hočem razbiti na tem področju, drugič malo približati, malo tudi zabavati ljudi, razumeš, ne, ker marsikdo bo rekel, da neki bluzi, ampak veš, sam pazi foro, sam ko se pa nekomu zgodi nekaj, ne, na tem področju, pa vtihne, ne, in tako sem rekel, jaz lahko tudi bluzim, da ti naklavaš, ne. Da bi pa čutil nek dotik nečesa, bi se pa posral, ne, bi rekel, čakaj, zdaj pa dajmo tole zaključiti, ne, in tako sem rekel, po eni strani sem hecen, ko govorim, da ne verjamem, a ne upam iti klicati s to ujo tablo duhove. Ampak pazi, torej verjamem, če govorim, da ne verjamem, očitno verjamem, če se to bojim, ne. Tako da pa da bi se pa ki premaknil kaj, pa da se kako ime napiše, bomo kar bi rekel, ker gremo pa se pa zaključimo, ne, vem ti, ne. In Jasmina, mogoče ob koncu, no, kaj bi sporočila mogoče ljudem, ki čutijo vse to poslanstvo tega medijstva, ne? Pa ne vejo, kako naj to povejo, a veš, ne vem, ali da ne povejo staršem ali prijateljem, ali kje ne poiščejo, ne, mogoče tudi tebe pa Tjašo poiščejo, ne vem, kje ne poiščejo svoje menjake, svoje sotrpine, da ne bi to, ker zagotovo nekaj, kar v sebi skrivaš, ne, ni fajn, ne? Pa ne bo to, ali skrivaš, da si gej, ali skrivaš karkoli, da nekaj imaš, da si malo drugačen in se pa ustrašiš, da bo to predmet posmeha. Ne? Se pravi, kaj bi sporočila takim ljudem, ki to imajo, na koga se ne obrnejo, da bojo najdel podobno misleče, pa da se ne bo delalo ljudi norca z njih. Ja, o tem je treba govoriti, ne. Ko to v sebe tlačiš, pa hočeš zatreti, težje je, ker pač, če imaš ti poslanstvo, verjetno te bo to naprej tiščalo in velikrat se zgodi, da pač si nor in kaj naredijo, tablete dobiš, a se nekaj rešiš, nič. A tako daleč mislim gre to, da bi ti celo rekli, da moraš iti na psihiatrijo? Ker veš že, če vidiš, če duhove vidiš. Pač to je nekaj, kar ni zaprijet, nekaj, kar ne vidiš tako z svojimi očmi vsak dan. In ljudje so bolj zaprti glede tega. Sam je pa iztočen, treba je dati to, pač najdeti nekoga, ne zatirati to vse. Izpopolnjevati, pač nadgrajevati in se pozanimati. Sam si pa dala iztočnico, zanimivo, ne? Kdaj je pa to res psihična bolezen, pa ni medijstvo? Torej, da ti je res zavergla, ne? Da pa res vidiš nekaj, kar ni in res ni. Kako pa to ugotoviš? Takrat, ko bi ti, ne vem, nekaj govoril, pa predaj neka sporočila, ko ne bi imela neke potrditve. Ja, takrat pa veš, da ti je malo... Zdaj, dokler pač imam nekoga stranko, ki res pač je navdušena, da je lažje, da ji to pomaga, da veš, da si, recimo to bilo zelo par dni nazaj, ko smo, neko stranko smo iskala ključe. Da sem ga vodila po postopek, da je najdu te ključe. In pravi, nemogoče, da bi, kako bi lahko vedela, kje so, ker točno smo opisali mesto, kje so te ključe, na čem so, kaj je okoli. Kdo ti je pa povedal to? Kje so ti ključi? Ja, kanal. Ti kaj pa lahko meni glede tega poveš? Vidiš kakšne zgodbe za naprej? Ne vem, kakšne entitete na sebi, pa ne vem.
ali da sem nekaj izgubil, pa ne vem, ali nekaj vidiš, kaj je namen. Nekaj, Ja, bi videla, ko bi delala vidva reading 1 na 1. bomo kar nehala. To bomo nehala. Lahko jaz skočim po tisto slikico tam, ko vidim Ja, tebe. izvoli. Čakaj, bom skočil po tisto, ker mi je tako luštna slikica tam, pa mislim, da je tole fajn, da mi na to pokažemo. Iz ne. Amerike, ja. Ja, to ste doble. Aha, to imaš spominček. Ja. Se pravi, Gallery Psychic Readings, Medium. Private Readings, viš, to sta bile v bistvu, to je Tjaša, to smo ti, ne? Yep. Ja. To je bila najna naslovna v Ameriki. Ameriška za dogodek. zgodba, ne? Ja. Kdaj je to bilo? Ja, Malo nazaj. ja 9.10. 10. avgust. Ghost Hunt. Ja. Okay. Ti, kaj pa Tjaša pravi za tebe? Kaj pravi za tebe, Tjaša, da si varna pred temi ali da te mora nadzorovati? Me da nadzoruje pretiravaš, še mislim. vedno. Ja. Ti kaj reče, hej Jasmina, zdaj pa Ja, malo. ja, mislim, reče. Ja, zdaj pa ne pretiravi, ne? To je moja mentorica. Ja. Ajde, je treba poslušati. Včasih prav, da me bo Stefanom. Ja? Ja. Itak, ko si na začetku te poti, pač želiš čim več doseči oziroma čim več, ne, da bi ja pomagal. Pač moje vodilo je pomagati ljudem. In isto, ko se je zdaj tole naredil za to punco, ko je obsedla, moja prva tista želja je bila pač čim prej pomagati. Mi smo leteli čez cel Titanik dol po tebi, ven do vzorišča, da smo ji pomagali. Ja. In mogoče bo včasih prej dobro premisliti, kako se boš tega lotil in ker lahko ja na sebi potegneš. No, mogoče ob koncu, ne, zdaj ne vem, ali imaš fanta, ali nimaš fanta, ali delaš na tem, ali karkoli. Si predstavljaš, da imaš fanta ali partnerja, moža, karkoli, in da se s tem ukvarjaš istočasno. Pa da njemu pa ni do tega. Mislim, da ne verjame v to. Je to možno, ali bi se skregala z njim? Veš, da je možno. A bi ti rekel, da je pizda, pa Jasmina, pa kaj spet, kva spet govoriš? Ja, se to poslušam itak v bistvu na dnevni bazi. Najbolj je zanimivo to, ja, ko ti pač rečejo, pa si kaj s tabo, tukaj se tebi dogaja. Jaz se zavedam tega, da ljudje mogoče mislijo, da se mi pač zmešali. Ja, ok, vredno, ne si oni to mislijo. Če skozi to lahko nekomu pa pomagam, pa da je njemu pa lažje, pa da lahko predam ta sporočila, pa to odtehtam vse to. Jaz sem že od nekdaj navajena, da pač ljudje imajo kaj zapovedati. Da si drugačna. Ja, pač sem drugačna. Zdaj imaš pa ta križek gor, kaj te imaš od z Bogom, ki je povezana? Ja, jaz ne zavračam cerkve. Tudi če delam to, mogoče ni v skladu glih s cerkvijo. Ne bom rekla, da sem vsako nedeljo pri maši, pač molim za sebe, ker ne hodim se kazati k maši, pa da je to, pa si pa drug človek v zadnji. Ja, to je verižica moje pokojne prababice in mi jih veliko pomeni. Ja, to je tudi moja zaščita nekako. Dame gospodje, upam, da ste odnesli kaj od tega ves čas zabavnega, ampak hkrati tudi resnega in vse zadnje tudi poglobljenega pogovora z Jasmino Duraković-Pompe. Mislim, da prvo pravo mediko, ki sem jo jaz takole imel 1 na 1 in se z njo tudi v teh stvareh pogovarjal. In prvo, ki je pa naredila ta veliki dogodek, ta Freedom of the Soul, tu pri nas v Sloveniji in seveda tudi v Ameriki, da pa si sploh prva po moje od Slovenk. Prva Slovenka sem bila v Ameriki. Prva in zadnja, ne? Ja, verjetno. Ja, ok. Verjetno si še dozvoli. Jasmin, jaz ti želim, da bi rešila čim več tehle nesrečnih duš, ki ne najdejo poti v svetlovo, da ne bi zašle v temo, da bi pomagala čim več ljudem, ki to pomoč rabijo, tako ali drugače, pa da bi te imeli čim več ljudi za noro, kaj to je dobro. Ja, to pomeni. Več ljudi, kot te pa za noro, pomeni, da dobro delaš. Ja. To moraš vedeti. Ok? To je to. Ja, hvala lepa za povabilo. Hvala lepa. Prijatelji, pa še enkrat vam verjetno z Jasmino skupaj polagamo na srce, ne se špilati s temi pizdarijami, s temi duhovi, gor dol, ker je mogoče res lahko to malo neprijetno, če ne drugega v filmih vidite to, kaj se lahko zgodi, in zaradi tega tudi mnogi greste to klicati, ker v filmih vidite, in če se v filmu to zgodi, ni rečeno, da se ne more tudi živo zgoditi. Je tako? Res je. Ja, veš, to je to. Ajde, uživite.